Oskar Komas, sekretar sindikata delavcev zaposlenih v gradbeništvu. Prišlo do velikega padca v letu 2009 za skoraj 22% vrednosti upravljenih del. Danes so prišli novi podatki do septembra, napram septembra lani je okrog 18%, se pravi, da bo tudi letošnji padec nekaj pod 20% in še vedno tudi napovedi za leto 2011 niso rožnate, napoveduje se od 5 do 7% padec gradbene aktivnosti. In če to vse skupaj seštejete, pridete pravzaprav tam, da smo skoraj da 40% manj opravljenih del kot nekje v tistem najvišjem obdobju leta 2008 in da smo trenutno tudi že nekje pod letom 2005. Podjetja pridobivajo posel samo zato, da zagotovijo neko tekočo likvidnost, ki je lahko tudi, bom rekel, že ponudba je v bistvu tako rekoč v izgubi in s to tekočo likvidnostjo poravnavajo dolgove za nazaj. In v neki situaciji, ko zmanjka, bom rekel, novih investitorjev ali če hočete novih vlagateljev pri igri catch the cash, zmanjka za poplačevanje starih obveznosti in se zadeva potem zruši. Zdaj, kar se tiče plač v gradbeništvu, jaz moram reči, da sem šel malo podatke gledati, celo to je zopet statistično, so celo v enem letu porasle za nekih 3,8%. Realno seveda je to nekaj manj, je okrog 1,6%, oziroma 1,8% in to je več, kot je v povprečju porasla plača v tej državi. Vendar seveda treba vedeti, da je tukaj ta porast predvsem posledica dviga minimalne plače. Zaradi strukture zaposlenih v gradbeništvu je prejemnikov minimalne plače skoraj da 5.000 v gradbeništvu, oziroma približno 10% vseh, ki prejemajo minimalno plačo v tej državi, je zaposlenih v gradbeništvu in se seveda potem ta vpliv minimalne plače izredno pozna v nekem povprečju. Problemi so seveda tudi z plačevanjem prispevkov in seveda tudi vseh drugih dajatev, ki jih mora podjetje plačevati. Zamuja se z izplačili regresov, celo so, bom rekel, pobude se strani uprav, da bi se to preneslo v naslednje leto, potem enostranski ukrepi se strani uprav, da bi bila plača samo da bi bil regres za letni dopust samo v višini zakonske določene minimalni višini, čeprav imamo po naši kolektivni pogodbi ta znesek nekoliko večji. Problem so seveda izplačevanje tudi vseh ostalih materialnih stroškov in vse tisto, kar je povezano z delom. Se pravi, da tukaj se dejansko poskuša zaposlene maksimalno stisniti. Pričakujemo neki investicijski zagon, neki new deal, če hočete. Namreč vsako delovno mesto v gradbeništvu pomeni 2 do 3 zaposlene v drugi dejavnosti. Tukaj je stvar, bom rekel, izredno prepletena in tukaj ni pravzaprav nič novega, če poskušamo dejansko apelirati na vlado, da se tukaj premaknejo nekatere investicije. Predvsem so tukaj v infrastrukturo, zdaj najbližje realizaciji je ta drugi tir Divača-Koper, čeprav zanimivo, če greste gledati, ta tir naj bi gradili, če ga bomo začeli v naslednjem letu, tam do leta 2017, to je 7 let za 27 km, pred 150 leti v času Marije Terezije so pa zgradili Ljubljano, Trst v 6 letih. Približno 5-krat več, ali pa 4 do 5-krat večjo razdaljo. Jaz sicer verjamem, da je ta trasa izredno zahtevna, gre praktično samo po viaduktih pa po predorih teh 27 km, vendar kljub temu. Zdaj seveda verjetno so tukaj težave tudi za zagotavljanje financiranja, tukaj gre za okrog 900 milijonov vredno investicijo, plus še skoraj da 200 milijonov v to posodobitev obstoječega tira, da bi se to povečalo. Vendar, kot sem rekel, to ni dovolj. Jaz mislim, da Slovenija potrebuje še marsikaj na tem infrastrukturnem delu, tudi te tako imenovana tretja razvojna os in podobne zadeve, ne zato, da bi reševali gradbeništvo pa tajkune in tako naprej, ampak so to realne potrebe te države. Odprta je zadeva okrog stanovanj. Tukaj smo imeli že 2 leti, bijemo eno bitko, pa pravzaprav ne moramo prebiti od nekih načelnih soglasij. Z temi preostanki od 4.000 do 5.000 že te stanovanj neprodane bi lahko vzpostavili neko novo stanovanjsko politiko v tej državi. Vzpostavili neki najemni trg, ki bi dejansko deloval na principu oddajanja stanovanj. Danes so vse mlade družine obremenjene s tem, da morajo kupiti stanovanje. Zakaj pa? V svetu imate 80% najemnih stanovanj, 20% pa lastniških. Pri nas je pa zadeva ravno obratna. In seveda, marsikatera družina bi bila sposobna plačevati neko, bom rekel, normalno najemnino, niso pa seveda sposobni odplačevati
ne vem, 150 tisoč evrov kredita. Potem naslednje področje, ki je bilo tudi možno zagnati in je to nujno področje, je energetska sanacija stavb in stavbnega fonda. Velika nerodnost države, v letu 2009 je bilo na voljo 180 milijonov iz strukturnih skladov sredstev, naš vložek bi moral biti okrog, se pravi države Slovenije, okrog 30 milijonov, da bi ta sredstva dobili za, kot sem rekel, energetsko sanacijo stavbnega fonda, in ker pač tega denarja nismo zagotovili, je šlo, bom rekel, direktno 180 milijonov, ampak recimo 180 milijonov, veste, je realizacija enega velikega gradbenega podjetja, že recimo z, dajmo reči, 600 do 700 zaposlenimi. To niso majhna sredstva. Na področju tudi, bom rekel, okoljske ravnanja z okoljem je ravno tako potrebno sprožiti investicije. Mi še danes ne izpolnjujemo osnovnih kriterijev, ki bi jih morali glede ravnanja z odpadki. Vi veste, da je zdaj že skoraj 2 leti, kar se več odpadkov ne sme zakopavati, po domače povedano, ampak jih je potrebno predelati. Druga stvar, ki nam se tudi v zadnjem času odpira, gledajte, koliko je padla gradbene aktivnosti, samo če pogledate, kaj se nam dogaja z proizvodnjo in prodajo cementa. Mi imamo 2 cementarni, Anhovo pa Trbovlje, obe približno pol leta stojita. Zapravi, da je že to, ker je pač cement osnovni element, je to že osnovni pokazatelj, kaj se nam tukaj dogaja. Zdaj, v Trbovljah imamo, bom rekel, tudi grožnje po zaprtju tovarne, zato ker je pač okolje ali pa del okolja pravi, da tega ne sprejema, čeprav ta tovarna ima vsa okoljska dovoljenja in vsak mesec izvaja v skladu z predpisi in tistem, kar ima pač naročeno meritve, in na podlagi tega so, bom rekel, meritve v okviru tistih dovoljenih obsegov. In kot sem rekel, v tisti dolini, če temu tako rečem, v Zasavju, nam gre zdaj podjetje SGP Zasavje v stečaj. Če se nam zgodi še z Lafargem nekaj, bo to v bistvu zopet povečevanje socialne katastrofe v tistem območju. Goran Lukič, naš svetovalec za področja socialnih vprašanj. V podjetju SCT, oziroma v hčerinskem podjetju SCT EBA, kaj se je zgodilo, kaj se še dogaja, rečemo tega, da v valovih prihajajo kadrovske čistke, v smislu tega, da je konec novembra bilo 80 delavcem niso bile podaljšane pogodbe o zaposlitvi, začasne pogodbe o zaposlitvi, to moram povedati, ker ti isti delavci so delali pri istem podjetju več kot 7, 8, 9, 10, 11 let, celo v nekaterih primerih za določen čas. Ker šlo je za eklatantno kršenje delavskih pravic, še vedno gre za eklatantno kršenje delavskih pravic, ampak zdaj na žalost se dogaja druga serija kršenja, ki je v tem trenutku poteka, tretja serija bo prišla na vrsto konec decembra. Skratka, očitno se pač menedžment požvižga na te pravice in to isti menedžment, katerega vrh je, se vemo kdo, gospod Zidar, ki ima najvišjo plačo v Sloveniji. Slovenija v tem trenutku še vedno ni niti podpisala, niti ratificirala konvencije 94 mednarodne organizacije dela, torej ILO konvencija 94, ki govori o javnih naročilih. V EU je to konvencijo podpisalo, oziroma ratificirala 12 držav članic EU, kar je pomenljivo, tudi Bosna in Hercegovina je to ratificirala, tudi Makedonija. Skratka, gre za to, da se postavi neki temelji pravičnosti, ekonomičnosti pri javnem naročanju. Zagotovo ste včeraj tudi zasledili informacijo, da je Evropski parlament potrdil pomoč delavcem Mure preko sklada za prilagoditev globalizaciji. To gre za natančno 2 milijona 247 tisoč evrov. Gre za zelo veliko vsoto, ki verjamem, da bo tudi pomagala preostalim delavcem in delavkam Mure, ki so brezposelni, da se nekako tudi vključijo nazaj v trg dela. Bi pa tukaj povedal naslednjo stvar. Ta sklad je izjemno pomemben sklad, ki deluje zelo učinkovito, namenjen je direktno delavcem, ki so postali žrtve prestrukturiranja oziroma globalizacijskih tokov v Evropi. In po zadnjih podatkih je recimo bilo vloženih 65 vlog, to govorim za EU celotnem, v skupni vrednosti okoli 373 milijonov evrov. Ampak ko pa recimo je poslanec slovenski v parlamentu Evropskem povedal, zakaj pa ne bi tega naredili tudi za Vegrad oziroma za Prevent, pa je Ministrstvo za delo povedalo, da pač ni neposredne povezave med krizo in pa med tema dvema podjetjema. Mislim, da je Oskar tudi dosti jasno povedal v tej točki, da država se ne sme skrivati za slabim menedžmentom oziroma za, rečemo temu, tajkuni, no neko rečemo temu pa za tajkuni, ampak naj tudi prevzame določen del odgovornosti in naj porabi vse možne variante, da, oziroma vzvode, da lahko pomaga tem delavcem. Kajti te delavci so bili upeharjeni že enkrat in sedaj bodo postali ponovno očitno žrtve tega, da je med njimi in pomočjo iz EU-ja slab menedžment oziroma pač tajkuni. Recimo Hilda Tovšak ni nastala sama iz sebe.
ampak je simptom sistema, ki je povzročil krizo. In to je tista stvar, ki moramo biti mi tukaj zelo jasni. Če pa že govorimo o teh simptomih, bi pa jaz povedal mogoče še ena stvar, ki je zelo pomenljiva. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so bili izdani pred 3 meseci, se mi zdi, o tako imenovani statistiki demografije podjetij, je med leti 2006 in 2007 v Sloveniji nastalo več kot 3200 novih gradbenih podjetij. In zdaj stvar je v tem, da dosti izmed teh podjetij je preprosto slamnatih podjetij. Je preprosto tako imenovanih virtualnih podjetij, ki imajo fiktivni naslov in so zgolj namenjeni, da spostavijo ta črn, siv, kakorkoli že, kadrovski tok ali iz Bosne ali iz Makedonije in tako naprej. Ko smo mi to opozarjali, kar naprej, Ministrstvo za gospodarstvo, da naj za vraga že malce bolj regulirajo ustanavljanje podjetij, smo dobili nazaj zelo krut odgovor: ne moramo zaustaviti gospodarske pobude, ne moramo zaustaviti proste gospodarske pobude. Oziroma, če citiram gospod Radičevo, Ministrstvo za gospodarstvo, zaradi parih ekscesnih primerov pa že ne bomo šli spremenjati sistema. Če sem jaz tukaj tudi sam zelo krut v obratno smer, celoten sistem socialnega varstva, recimo zakon o uveljavljanju sredstev iz javnih sredstev oziroma zakon o socialnih pravicah, ta nov, je nastal na podlagi tega, ker je minister Svetlik kar naprej govoril o tem, da se zlorablja sistem pravic socialnih. Torej, v enem primeru pri socialnih pravicah se govori o zlorabah, ki niso dokazljive, nastane cel nov sistem. Pri prosti gospodarski pobudi, ko pa so dokazljive kršitve in ni samo ena, to ni samo pač eksces, je simptom, pa je v težišču tisti nastavek, ki govori o prosti gospodarski pobudi. V mnogih državah in pri nas bi moral biti tudi ta standard, da bi naročnik preverjal tudi, ali tisti, ki kandidira, ali izpolnjuje vse obveze do delavcev, ali plačuje prispevke, kako je z družbeno odgovornostjo kapitala oziroma podjetja, ali izpolnjuje kolektivno pogodbo. To je pri nam pogosto stranska tema, ampak imamo v nekaterih državah, kjer se prav izda certifikat, uradni dokument, ki dokazuje, da tisti, ki kandidira, izpolnjuje te pogoje. Kajti, če greš samo na ceno, potem spregledaš marsikaj, kar se dogaja. In mislim, da glede na 21. stoletje, v kateri družbi pa živimo, se bi ta standard mogel nedvomno v Sloveniji dvigniti. Ker sindikati opozarjamo lastnike na družbeno odgovorno obnašanje. To je pojem, ki je v Evropi večini držav priznan. Ni tujka, pogosto je tujka pri nas, tega ne razumejo. Pravočasno, ko nastanejo težave, ko se da predvideti težave, ne rešuje v prvi vrsti delavce, delavke. Tega je v tem trenutku absolutno premalo. Podjetje niso samo zidovi, niso samo parcele, lokacije, so predvsem ljudje, ampak še nekaj je v podjetjih. Mogoče nekdo to težko razume. Podjetja imajo tudi dušo. Namreč v podjetjih je koncentrirano znanje generacij, znanje tehnične inteligence, izkušenj. To niso tako kot lega kocko sestavaš, pa daš na razen, pa spet sestavaš. Ko enkrat podjetje propade, ko podjetja ni, tudi ni tistega znanja, inovacij, tisto, kar ne dobiš kar tako. Podjetje ne nastane, da kar naenkrat dobiš skupaj delavce, stroje, pa podjetje živi in je uspešno. In zaradi tega se praviloma za podjetja je potreba boriti.